Vlada bo v tem letu pod še večjim pritiskom sindikatov. V prvi polovici leta se namreč napoveduje stavkovni val. Že konec lanskega leta so odgovorni bili v dogovoru s poklicnimi gasilci, ki bi naj prihodnji ponedeljek pričeli stavko. Seveda pa, kot vemo, s poklicnimi gasilci se še vedno pogajamo o tako imenovanih plačnih anomalijah. Kot mi sporoča minister Koprivnikar, ki je naš glavni pogajalec, smo pravzaprav že ugodili okoli 99% zahtev, ki jih je imela poklicna skupina gasilcev. Tako da res verjamem, da bomo prišli nekako skupaj na koncu, kajti dejstvo je, da pač vsi v Sloveniji, tako tudi vlada, mi vsi cenimo delo gasilcev, ga spoštujemo in seveda si želimo tudi tukaj, da bi te anomalije bile čim prej odpravljene. Je pa res, da v pogajanjih sta vedno dve strani in kot rečeno, vlada je v 99% šla naproti. Verjamem, da je to en pokazatelj tega, da si želimo, da bi to stanje dobro uredili. Nezadovoljstvo in nerazumevanje vlade so izrazili tudi poklicni gasilci. Zdaj glede tega pogajalskega procesa, ki se že po mojem mnenju predolgo vleče, predolgo traja, pa si želim seveda, da se čim prej zaključi v dobrobit vseh, ne nazadnje predvsem, bom rekel, občanov. Zdaj, če so sami gasilci seveda nezadovoljni tako ali drugače, je posledično verjetno tudi njihovo delo, njihova storitev slabša. Zato si želim seveda, slišali smo, da so tik na tem, da se dogovorijo oziroma 1%, da je še nekih razhajanj. Zato verjamem oziroma upam, da se to zgodi čim prej v dobrobit vseh. Prav danes pa so v Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije sklenili, da so s sprejetim vladnim predlogom zadovoljni, saj so dosegli skoraj vse svoje zahteve. Obvestili so tudi vlado, da so sporazum pripravljeni podpisati, vkolikor bi do podpisa prišlo še ta teden. Če bo prišlo do podpisa pogodbe, stavke strani gasilcev, ki je bila napovedana za 10. januar, ne bo. Če se strani vlade ne bodo odpravile anomalije v plačnem sektorju, bosta pričela stavko tudi dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji. Nažalost lahko ocenjujemo, da tega spoštovanja ni dovolj, da smo še vedno nekako podcenjeni. Morda kateri drugi naši kolegi v katerih drugih dejavnostih, ki prav tako rešujejo, so nekoliko bolj cenjeni kot reševalci. Reševalci se zavedamo dejstva, da je v prvi osnovi tisti, ki mu pomagamo, to je naš pacient, na to vse ostalo. In morda, ker se premalokrat oglašamo, smo zato tudi nekoliko manj slišani. Za odpravo nižjega vrednotenja izobraževalnega dela od drugih javnih del v javnem sektorju se bori tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki napoveduje stavko v prvi polovici februarja. Poleg vseh omenjenih statusom niso zadovoljni niti cariniki, zaposleni na univerzah, veterinari, zaposleni v državni upravi, kulturi in še kdo. Glede na to, da je Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije po večini dosegel zahtevano, je morda to dobra iztočnica za vse tiste, ki se še borijo za svoje pravice. Bo država imela posluh tudi za njih?